Dobro, nadaljujemo četrto točko dnevnega reda, problematika Radia Študent. Tako da, ja, zdaj preden začnemo, zagovornik točke bo Domen, preden pa začnemo, bi jaz recimo povedal, da sem v preteklem času dobil veliko pisem podpore razno raznih skupin in posameznikov na svoj oseben in službeni mail. Med drugim sem dobil tudi pismo oziroma neko priporočilo, naj ravnamo ne vem kako, strani TRS in stranke in strani Piratske stranke. Tako da meni se zdi seveda nedopustno, da se politične stranke hočejo vmešavati v politiko oziroma v delovanje šol v Ljubljani. Te pravice seveda nimajo, ne glede na to, koliko se mogoče strinjam ali ne strinjam s tem, kar so povedali. Tako da definitivno obsojam razno vmešavanje političnih strank v delovanje študentskega zbora in drugih organov šol v Ljubljani. Zdaj pa Domen lahko razvojamo. Seveda čase za vlaganje amandmajev, kot sem povedal, imate do konca splošne razprave. Ja? Ok, torej lep pozdrav, jaz sem vesel, da nas je še vse. Jaz sem vesel, da nas je vse in kljub temu, da je pozna ura, pa da že praktično par ur za nami, pa kljub vsem stvarim, ki so bile danes na seji, obiskom pa tako naprej, da smo še vedno vsi tukaj. Ker jaz mislim, da je ta točka ena, oziroma ta točka je najbolj pomembna kot sam proračun. Zdaj jaz bi v bistvu se najprej zahvalil, ker smo se 2 meseca usklajevali za sredstva Radia Študent in vse jaz na koncu nekako ne glede na vse zahvalil, da je v končni fazi bil pa ta proračun sprejet. Predvsem z vidika RŠ-a bom rekel, ker smo to problematiko 2 meseca reševali, bilo je ogromno nekih različnih pogledov. Po parih sestankih nismo mogli priti do skupne točke, tudi na koncu praktično nismo prišli v skupne točke. Zdaj je na koncu prevladali politični pritiski ali takšni ali drugačni pritiski. V bistvu tudi ne bom sodil, no se mi zdi tako, da smo vsaj s tem, da se danes ta proračun sprejel v tej obliki, ko se je, vsaj na nek način omogoče, pa nismo, bom rekel, zrušili financiranje Radia Študent. To je ena stvar. Potem druga stvar bi rad rekel, jaz mislim, da v bistvu je že Radio Študent obsodil vse te zadeve, ki so se, bom rekel, ali pa neke ekstremne zadeve, ki so se dogajale od grafitiranja do v bistvu grozenja poslancem. In jaz tudi to bom rekel, da se mi zdi zelo redo, da je RŠ sam to nekako v bistvu tudi z medijskim obvestilom, če se ne motim, da to jasno in glasno povedal, da se s tem ne strinja in da to ni delo RŠ-a. In jaz se bi tudi k temu pridružil, ker mislim, da to grožnje pa nasilje nismo nikoli načinili. Zdaj, mi smo potem v sodelovanju oziroma skupaj, sta poslanska skupina Zagon pa Modro za študente, sta potem predlagala neke spremembe. Zdaj sigurno to, kar je bilo sprejeto, je bilo povedano, kar se tiče z vidika legalnega. Legalno je sigurno bilo vprašanje, je pa verjetno, če je bilo legitimno, ampak se sploh tudi ne bom spuščal podvareč naprej. Ker te dve poslanske skupine menita, da je bil ogromen problem, kaj se je zgodilo in da so tudi te poslanske skupine potem razmišljali o rešitvah, so se potem danes, torej tale točka zahteve za uvrstitev prednostne točke na dnevni red. In tudi tukaj v bistvu v okviru tega ni zapovedano, kak bi naj, oziroma da bi že kar direktno predlagali, kak bi naj ta zbor to zadevo reševal, ampak smo nekako potem skupaj probali pa najti 2 alternative, pa ne pravim, da so pa zdaj te 2 edine, pa da so te 2 najboljše, se jaz mislim, da danes čas za razpravo, v končni fazi nas je tukaj več, kot pa nas je ponavadi, in da se lahko tudi ta razprava potem tukaj odpre. Zdaj, prva predlagana alternativa za rešitev problematike RŠ je bila to, da šol v Ljubljani sklepom prekliče akt ustanovitvi, ki ga je na prejšnji seji sprejel, torej na seji 23.1.2014, torej na 26. redni seji, ter potem, da v bistvu odpravimo neko razpravo
na podlagi tega predloga, pa se potem na naslednji redni seji ta zadeva obravnava, verjetno bo naslednja redna seja čez 14 dni. Nekje takega imamo potem tukaj tudi čas, da sodelovanju z svetom zavoda to nekako tudi sooblikujemo. To je ena alternativa. Druga alternativa je pa ta, da danes študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejme nov akt o ustanovitvi, kar pa na nek način hkrati pomeni tudi, da se prejšnji prekliče in se potem danes novi sprejme. Zdaj predloga po točkami, oziroma ta dva alternativna predloga, v bistvu gre za to, da če se odločimo za enega, se potem drugi umakne, še vedno pa pravim, da pač ne vem, če so druga mnenja, da se pač skladu z debato na tem študentskem zboru mogoče tudi drugače postopa. Kaj so bili zdaj predlogi? Najbolj famozni ta prvi člen, oziroma 19. člen akta o ustanovitvi, prvi odstavek tega člena, je bila predvsem to, da ŠOU v Ljubljani ima torej potem takem posredno 4 predstavnike, Radio Študent pa 3. In je tukaj ena stvar, potem pa druga stvar je šlo potem tudi v smeri absolutne avtonomnosti, potem tudi, da mogoče, kar smo bili tudi v preteklosti, ali pa tudi, bom rekel, zdaj tekom 2 mesecev, kaj sem jaz najbolj ugotovil, da so bili vedno te neki očitki, ja, poglejte, na RŠ-u pa dela ta poslanska skupina in zato je pač to njihovo trobila, pa tako naprej. In jaz mislim, da če danes tukaj rešujemo problematiko Radio Študent, ali pa da se o tem pogovarjamo, pa se bo mogoče naslednjič reševala, da se potem gremo v smeri absolutne avtonomnosti in neodvisnosti Radio Študent. In v skladu s tem je tudi predlog spremembe tega 19. člena. Gre se za to, da potem takem predstavnika strokovne javnosti predlaga Univerza v Ljubljani. Zdaj ta predlog gre v tej smeri, da zdaj je bilo v bistvu 3-3, če sem jaz prav razumel v svetu zavoda, pa so potem te skupaj enega predlagali, ki so ga iskali, ne vem, mislim, ni dejansko v aktu zabeleženo po kakim točno ključu, ampak na koncu sta ga pač oba dva skoraj potrdila. In tudi tukaj, da mogoče v prihodnosti tudi zanimimo neke možnosti zlorabe tega ali pa nekega veta, je bil potem nek predlog teh 2 poslanskih skupin, da torej tega predstavnika strokovne javnosti imenuje Univerza v Ljubljani. S tem pa potem je tudi mogoče zadeva malo bolj strateško naravnana, kot vsi vemo, si Radio Študent že dalj časa prizadeva, da Univerza stopi v soustanoviteljstvo in s tem mogoče tudi naredimo en korak naprej oziroma provedemo nek začetek tega institucionalnega sodelovanja med Radiom Študent in Univerzo v Ljubljani in imamo tam mogoče s tem nek pogled v to. Potem drug predlog, pa gre za spremembo 39. člena akta o ustanovitvi, se pa glasi, vse mislim, da ste gradivo tudi videli, torej člani uredništva v širši sestavi ne smejo biti člani študentskih skupin ali društev, ki so kandidirali na volitvah ŠOU v Ljubljani ali sodelujejo pri delovanju študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Gre predvsem za to, da mora biti uredništvo v svoji sestavi brez vplivov političnih skupin oziroma društev, ki sodelujejo na volitvah ali pa sodelujejo na ŠOU v Ljubljani. V končni fazi je pač tudi ta medij, bom rekel, je ogromnega pomena, tako kot sem že zadnjič podaril, tudi za ZUJF bo verjetno ključen ta medij in tudi zato danes to problematiko rešujemo. Poleg tega sem hotel tudi to dodati, tako kot vidim, da imamo danes tukaj RTV, tako kot tudi na RTV-u ne dela tam par ljudi iz SDS-a, naprimer, ali pa kjer druge politične stranke, tako se mi verjetno tudi zdi, da je potem korektno, da gremo v smeri absolutne avtonomnosti, torej, da se znebimo tega vpliva, bom rekel, ali pa vsaj danih političnih splet pa iger, ker smo jih danes pričali že zadnjih 5 ur, torej, da noter v bistvu spustimo Univerzo na ta način, da predlaga tega predstavnika strokovne javnosti, po drugi strani pa avtonomnost uredništva, da se ga da izpod vseh spon političnih skupin, ki delujejo na ŠOU v Ljubljani. To je v bistvu zdaj to okvirna predstavitev. Tukaj so zdaj neke 2 alternative, zdaj ne vem, kak je postopek točno, da se zdaj o teh alternativah pogovarjam. Jaz tudi potem predlagam, da še damo besedo članom sveta zavoda.
pa da mogoče še oni povejo o teh stvareh, pa potem, da se neka razprava razvije in na podlagi te razprave potem tudi neko rešitev, oziroma gremo pač vsaj malo naprej od tega, kar je bilo pač zadnjič. Po čisto mojem osebnem mnenju ni bilo vredno. Tako da ja, to je kar se tiče predstavitve. Hvala, dobro. Kar je dobro. Večer. Danes ste me že slišali, sem Arnold Markov, predsednik sveta Zavoda Radio Študent. Vesel sem, da sem prišel do besede. Veliko je bilo že povedanega o Radio Študent, takšnega in drugačnega. Naj za začetek poudarim, da Radio Študent ne vodi nikakršne gonje proti nikomor. Če pač se mediji ali druge družbene skupine ukvarjajo s fenomenom Radio Študent, se pač ukvarjajo tako rekoč sami. Mi seveda kot mediji poročamo o zadevah, ki se nam dogajajo. Če nas kdo posluša, povzame, če kdo kaj naredi, je to pač neka pravica, ki jo imajo, absolutno pa mi ne podpiramo nekih skrajnih dejanj, niti nekih zadev, ki so se pač dogajali in smo jih že tudi obsodili. Govorili se je o... Ja, prosim, Ročnik. Direktno na to mislim, da ste rekli, da ste pač te zadeve kao obsodili, pa te zadeve. Mislim, mene samo zanima, zakaj pole smo bili danes v vašem etru omenjeni cirka 20-25 krat? Zato, ker seveda kot javna oseba nastopaš in ker pač zagovarjaš neka določena stališča in ker pač kot javna oseba nastopaš, se te seveda z imenom in priimkom povzame, kot se tudi mene povzame. Jaz sem Arnold Markov in stojim za svojimi besedami in nimam problema, če mi slikaš in seveda naprej posreduješ. To je pač narava tega dela. Ja, prosim, Raš. Mislim, to moramo razumeti. Na eni strani je, da se povzame mene, da se reče, ne praviš več nekje na seji, da je to. Eno je pa, da si v etru, vaša špikrica, ne vem, kjer je pa danes v dopoldanskem programu, pač dobesedno loti mene. Mene osebno kot takega in kao, da se zbojim priti na sejo zaradi nekaj in da je sumno. Ne poznam konkretnega primera, verjetno... Prej si ga slišal, sem ga slišal, ja, seveda, na to se pač moram na uredništvo obrniti. Je pa tako, ne, to je medij. Ljudje imajo na medijo v bistvu neko avtonomijo dela in če smatraš, da so bile kakorkoli kršene neke tvoje pravice, obstajajo pač procedure. Obstajajo zakoni, obstaja pravica do popravka, obstajajo pač, če smatraš, da je kjerkoli bilo, karkoli tebi kot osebnosti prizadejano, imaš vso pravico in vso procedure, ki jih ima vsak, ne, tudi jaz. To je na kratko o tem. Zdaj, sam si govoril o zaupanju. Jaz bi tu pač, ti si omenil, da sem jaz rekel, da v temelju šovu ne zaupam. Študentska politika. Dobro, jaz ti bom povedal, da v temelju ne zaupam marsikateri politiki. Bom takole pogledal pa rekel, koliko pa vi zaupate slovenski politiki. No? Takole, ful, ne? Tudi sami med sabo ne vem, koliko si zaupate. Ne? Tu ste tudi določene frakcije in je vedno vprašanje, koliko si zaupate. Zaupanje nastaja na temelju nekega sodelovanja, na temelju nekih dobrih odnosov, tvornih odnosov, vsekakor pa ne na temelju nekega skrivanja, izigravanja, prikrivanja. Če me vprašate, a zaupam Iskri, bom ti glih tako rekel, da ne vem če. Mislim pa ne. Tudi z njimi imamo takšne in drugačne pač odnose in tudi zdaj ti očitki o tem pač o Iskri na Radio Študent se razrešujejo znotraj Radio Študent, ker Radio Študent je pač nek dinamičen organizem, ki tudi skuša seveda svoje neodvisnost in neko avtonomijo obdržati tudi pred čudnami. Pardon, izvoli. Hvala, da smo v bistvu tudi povedali, da je ta predlog, oziroma ta drugi člen sprememba tudi nastala na podlagi pogovora s tem zavodom in so tudi sami v bistvu povedali, da znotraj zavoda te zadeve rešujejo, da pripravljajo pravilnike in tudi zato je v bistvu ta zadeva nastala, da ni te vloci za nekaj informacije. V bistvu je tudi zavod sam želel. Tako, in zato tudi seveda pravilniki pa nastajajo znotraj sveta in v svetu je šel do sedaj bil seveda in pač po še vedno veljavnem aktu je zastopan z enakim številom predstavnikov kot pač sam zavod. Enega pa, kot veste sami, so določali sami svetniki
Skratka, je bil konsenzualno nekako postavljen. Zdaj, ta rešitev je v bistvu ni nastala kar tako. In zdaj vem, da nekateri mogoče zgodovinskost ni všeč, namara tudi zgodovinski spomin ni všeč, žal se bo moral tu vrniti seveda v čas, ko je nastajal ta akt o ustanovitvi. To je bilo dan cirka 2006 in so se pač, so bila kar nekako intenzivna pogajanja za oblikovanje sestave sveta in teda je prevladal neko mnenje, ki je tudi prevladal znotraj pač politike šova, da mora ostati medij neodvisen, da mora ostati, da se mora zagotoviti, da ne mora ena politična opcija, neka koalicija, skratka nekdo, ki za 2 leti zasede nek položaj, uzurpirati medij in ga samovoljno spreminjati, prilagajati svojim lastnim interesom, skratka, da ostane medij in da ne ostane trobilo. Šovo se ni tu vzelo neke pozicije v smislu, da nima moči. Če boste pogledali, koliko varovalk je novo vgrajenih v še vedno veljavni akt, boste opazili, da imate enako število predstavnikov, da skratka obstaja konsens in da se odloča z večino vseh članov, da mora na vsaki seji morata biti predstavnika vsaj 2 vaša prisotna. Skratka, nič ne more ta svet odločati brez vas. To je svet nekega širokega diskurza, nekega širokega konsenza, ki ga mora pač doseči šov in pač Radio Študent, kar se tiče pač najbolj ključnih vprašanj pri vodenju te ustanove. In res si ne znam razložiti, kako lahko tako lahkotno nekdo reče, češ nič se ni spremenilo. Vse se spremeni s tem. Če to kdo reče, potem ne razume materije. Vse se spremeni s tem. Svet je najbolj pomembni organ zavoda. Svet med drugim imenuje urednika. Svet določa programsko zasnovo. Prosim. Ja, prosim, Račnik. Ena stvar je, ker moramo se kar na začetku pač v bistvu razčistiti, kar se tiče tudi tistega, kar se je na prejšnji seji sprejelo. Na prejšnji seji je med drugim bila prva točka. Prva točka je zakon o mediji. To spada zakon se pravi o študentskem mediju, se pravi mediju posebnega pomena in pod te točke je jasno opredeljeno, kak program mora biti. In vse, kar po to spada. In ne mi govoriti... V zakonu o medijih je določeno, kako se mora ustvarjati ta program. Je napisano, na kak način mora delovati. In če hoče Radio Študent programiti to, mora delovati po tistih točkah. In še enkrat, s tem, ko smo rekli, kar se tiče večine, oziroma o tem, kar se je na prejšnji seji glasovalo, s tem ni bilo o, ne vem, zdaj neki neodvisnosti, oziroma da bomo pa zdaj mi upravljali s programom, pa karkoli. Tudi to sem sam na seji poudaril. Ampak stvar je v tem, da ste vi to zagrabili in dali to naprej, premlet ljudstvo v čist tisti luči, koliko vam paše in da so vse te dogodki sprožili, da je bilo eno soslede dogodkov in da to sprožilo, kar je sprožilo. Še enkrat sem povedal. Če je tisto, pa če sem na prejšnji seji jasno povedal, da se gre tu za finančno poslovanje, da se gre tu za zadeve, da bo Radio Študent obstal, da ni tu za to, da bomo zdaj šli po programsko, pa odgovornega urednika, pa ne vem kar koli. Noben je v tem govoril. Tudi kar se je pa reklo, kar ste tudi tek povzeli na veliko, je bilo pa to, da sem rekel, ja, jasno sem rekel, ni fair do ostalih študentov, da lahko nekdo, ki je pripadnik Iskre na Radio Študent, kot tak, objavi članek, ki dela recimo proti nekomu, oziroma dela sam sebi neko promocijo. To pač žal ne gre. In če tako ostro grete proti tem, da bi recimo povezali po vašem mnenju, zdaj prišli na to Radio Študent in bi recimo kao si delali neko samo promocijo, pa morate isto ostro obsoditi to, da ste delali recimo Iskra neko samo promocijo v tej zadeve. Smo čist na istem, se pravi, ena stran, druga stran. Pa še enkrat bom poudaril, mislim res čisto zadnjič. Ne govoriti, da smo mi rekli, da bo to zdaj karkoli, da ne bo avtonomno, da ne bo več programa takega, pa karkoli. Ker to je laž. Stvar je v tem, da smo rekli, da hočemo zaradi tega, ker bi radi finančno zadevo rešili, zato da naslednjo leto, ko bo približno tak čas, ko se v proračun sprejemo, da ne bo spet tistega faktorja, recimo, kolikor mi pa ne vemo, zakaj se zdaj niža. Povedal se je jasno, lansko leto
se je povedal pri rebalansu, stvar je sledeča. 20% se niža vsem, zaradi tega, ker pa žal šol nima več denarja. In takrat so rekli, lahko rečem, je bil gospod Bojan Željkovič zraven, pa še en predstavnik. To je malenkost dolg medklic. Takoj bom, prosim. Medklic je časovno zamejen. Ja, sem dokončam, če lahko. Ta stavek do konca. Potem pa boš imel priliko govoriti, daljše misli izrekvati pri prijavi za besedo. Brez vsakega problema. Izvoli. Vsem povem, da je omejen. To, kar ste zdaj govorili. Se pravi, bil takrat tam in se je jasno povedal, da naslednjo leto tega denarja več ne bo. In kaj se zgodi? Pridajo reče, da bi imeli 290 000 evrov. Tako da se nek glede na norca. In potem se sprašuje, zakaj pride do tega, da iz študentskega zbora pride nek apel, potem dobi šel večino. Zakaj? Zaradi tega, da se to ne bo več dogajalo. Vsem je v interesu, prav vsem. Mislim, da vsakemu v tej sobi, zdaj tukaj trenutno, pa stoji za kamero, ali stoji za govorniškem modru, ali ima mikrofon v roki, karkoli, vsakemu je v interesu, da se radi študent ohrani kot tak. Pa mislim, da vsakemu v interesu, da se finančno pomaga v tem. In bom rekel, ok, prav, recimo, če nočete, bom samo to rekel še, da zaključim, zelo podpiram, da da tretjega oziroma da da tega četrtega famoznega člana zraven univerza v Ljubljani. Pa me zanima, boste na njih isto potem leteli, ja, zdaj on pa hoče univerza, ne vem kaj. To pač ne gre. In prosim, da javno priznate zdaj, kar sem povedal. Se pravi, da sem jaz povedal, da se ne bomo vtikali v politiko in da sem povedal, da je to bilo namenjeno zaradi financ. In ko ne, če imate večino programov, ki imajo odgovornega urednika, Lahko sam več vplivali. kolega Zanjuk. Ne, sam prosim zaradi tega... Za več spoštljivosti znotraj zbora, prosim. Kolega tamle, vas pa tudi prosim, če se ne vmešavate v sejo, Se pravi, sem da več besede. zaključim, kaj sem hotel s tem. Račnik zelo nakratko, lahko prosim zelo nakratko. Zgolj in samo zaradi tega si želim, ker so danes zbrani tukaj medije, ki so recimo med drugim tudi pač tisto, kar ste vi spisali, nekako vzemali, da pač jasno zdaj povete, zakaj se je šlo. Ker se ni šlo za to... Ja, medklic je zdaj, čakaj, Račnik zdaj pa drugi medklic. Sem pretečil že tam nekonsistentno, koliko si dal samo en stavek. Pa že mislim, da se vleče nazaj na delo. To je bil medklic, da je prekinil kolega, ki govoril. Tako da prosim, da se Račnik bo dokončal tam besede, se da naprej. Račnik boš imel še priliko govoriti med razpravo, okej. Samo da bo to svetno za vse. Ja, v redu, kar lepo prosim, ja. Zdaj, takole bom rekel, na ta medklic bom čisto na kratko odgovoril. Želje so eno, dejstvo, ki ga v bistvu legalno tule v bistvu postavljate, pa nekaj povsem drugega. In ne gre se za to, da si mogoče, točno zelo po domač povedal, ne gre se za to, da si ti mogoče tak predlagatelj za to naredil, ampak nasledniki bodo prišli. Lahko pa s tako spremembo akta o ustanovitvi ravnajo z RŠ-om pač na način, ki ga ti tukaj nisi hotel v bistvu, da bi se lahko dogodil. Torej ste mogoče sprejeli nekaj, o česar niste dobro premislili. Kaj naj rečem? Je pa še enkrat poudarjam, član strokovne javnosti je vedno bil sprejet s konsenzom. Zdaj, tle se meni postavlja eno vprašanje, kaj je pa tu zdaj razlika, če ga univerza imenuje ali ga mi imenujemo, moram pa še nekaj opozoriti. Sami nam skozi se pogovarjamo o tem, da v bistvu rabimo nekje eno drugo finančno zaledje tudi najdeti in mi, dobro veš, smo že nekaj let aktivno v procesih pogajanja z univerzo in smo tako rekoč v neki zaključni fazi, ki pa jo je, prostite, če tako rečem, resno zavlačevala ta koalicija. Ker enostavno je nastopila z nekim temeljnim nezaupanjem, da bomo mi zdaj ne vem kaj šel izigrati. Nam je pa v bistvu v interesu radio. To temeljno nezaupanje prihaja v prvi vrsti in to niste v samem primeru. Pravzaprav z vsako neko koalicijo, z vsakim nekim vladni politiki, pardon. Kratek, zelo. Tvoja izjava, ki pač obstaja na posnetku, je bila, da že 7 let zelo dobro sodelujete z šov v Ljubljani. Sej, Pravkar sem rekel, da že 7 let se to dogaja. Ne razumeš celote, moraš poslušati do konca, mogoče, če ne boš imeti klica, ti mu vse razloži. Lej, res. Stvar je namreč v tem, da v temelju se vedno eno nezaupanje na začetku pojavlja in se moramo spoznati. Spoznavamo se, seveda v procesih, kakršno je tudi ta, in seveda, kakršen je tudi svet. Žal, mi na enem sklicu sveta, ponovadi sveta ni toliko, moram čisto po pravici povedati, vi imate, ne nazadnje imamo poslovodne organe, oni se dobivajo na direktorjih, tam je eden od načinov naše komunikacije, drugi način komunikacije na svetu, ampak žal vaših predstavnikov na niti enem rednem svetu
od vašega sklica nikoli niso prišli vsi. To je res hecno, ne? To se trudite, da bi v bistvu ta svet se vam zdi tako pomemben, vas pa ni. Ne? In zdaj, če nadaljujem, to, kar se je pač zgodilo, je pač de facto nekaj, kar je pač postavilo Radio Študent v položaj, ko pa lahko neka večina v šov zboru vpliva na sestavo sveta in s tem seveda neposredno poseže v vse notranje akte Radia Študent in seveda v uredniško politiko preko imenovanja urednika in seveda sprejemanja pač programske zasnove. Zdaj, če to komu ni napad na avtonomijo medija, potem ne vem, kaj je avtonomija medija in se upravičujem. Ne mara, pa nimam pojma o medijih. In ne mara pač, imate vi mogoče nekaj, kar jaz ne vem. In še nekaj, da dokončam. Vsi ti čisti nameni, ne vem, če se že toliko ukvarjamo s tem, kaj kdo pove, kje in kaj kdo piše, ne vem, če si prebral izjave vašega direktorja, Andreja Krasinca, o Radio Študent na MMC-ju, ampak jaz ne vem, kaj drugega si lahko razlagam iz izjave, RŠ mora delno iti v komercializacijo svojega programa, jasno je, da je primarni fokus kritičnost sistema, trdim celo, da smo na RŠ trenutno premalo kritično, bolj se moramo fokusirati na določeno in tako dalje, ampak izjava RŠ mora iti delno v komercializacijo. Kaj to pomeni? Ja, prosim, Račnik. Kar se je sprejelo na prejšnji seji, so sprejeli poslanci študentskega zbora šol v Ljubljani. To, kar zdaj govoriš, je povedal Andrej Kasin, gospod rektor. Teda, če se, glede na to, da se na njega nanašaš, bi bilo smiselno, da njega bi povabili tudi na sejo, pa bi ga vprašali. On je vabljen na četrtkovo sejo sveta, ki je sklicana za naslednji četrtek in gospoda je obljubil, da bo prišel. Jaz upam, da bodo tudi prišli vsi ostali člani sveta, srčno to upam. Če se pa vrnem k temu, seveda, zakaj je RŠ odločno nastopil proti načinu sprejemanja. Ti prosim razlož, res, če že toliko metiklicev tu opravljaš, ne. Ti prosim razlož, kaj bi pa ti dejal, če bi zdaj vlada recimo takole na eni večerni seji prinesla en nov zakon o RTV Slovenija oziroma spremenila sestavo sveta, takole by the way, brez neke širše razprave, brez premisleka temeljnega, skratka, takole ad hoc. Kako misliš, da bi se odzvala RTV Slovenija? Bom ti odgovoril na tvoje vprašanje. Prosim. Glede na to je bilo direktno na mene. Zakaj se je to pač na sejo prineslo direktno? Je stvar v tem, da če bi recimo Boris Cesar v ponedeljek prepodobil, dal na sejo, bi pač bilo na seji. Kolikor je bilo meni znano, je gospod Bojan Andželković klical isti trenutek, ko smo mi to oziroma malo zatem, ko se je to pač dobro in je vedel, o čem se gre. Se pravi, da že v ponedeljek ste bili obveščeni v tem. In to ni bilo zdaj neki iznenada. Ni bilo, žal. Vsi imamo telefone in vsi vemo, da to so hitre linije, ni več telegrafov po pošte. Žal do mene je prišlo kot neke ideje, ki so fakto. Kar se tiče pa zakaj smo mi, ko smo prišli na sejo, dali smo takoj to, kar se je dalo, obveščeni ste bili, sicer preko drugih verov, ne vem katerih, ne vem kdo vam je pač to povedal, vem, da ste bili, to je dejstvo. In zakaj pa še prišlo do tega tako? Zaradi tega, kar se je zgodilo v zadnjem tednu. Zaradi tega, ker pač se jasno ve, da Radio Študent zna narediti gonjo in to je tudi zdaj naredil. In ste pokazali tisti svoj pravi jaz. Mislim, lahko zdaj javno povem tukaj, pred vsemi, smo imeli pogajanja o proračunu in ste sami takrat povedali, ja, ne, mi pa v študentski organizaciji Univerze v Ljubljani pa ne govorimo o slabih stvari. Ne, tisti, ko so to rekli, to pa ni v redu, to pa ono, bla, 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 bla. Kaj se je zgodilo zdaj? Zdaj, ko je prišel pa do nekega revolta iz strani tega, kaj je bilo danes? Otvoritev študentske mence, enega izmed najboljših projektov v tem letu, zaradi tega, ker bo študentu prinesel zelo ugodno hrano, pa ker bo balansiral ostale, recimo, ponudnike hrane, ki so trenutno na tržišču, s tem, da bo znižal cene. In kaj je bil vaš prispevek v tem, da bo to požrtija, da bo to pesticidi na krožniku in podobne stvari. Res, hvala lepa za tak medij, ki ima take lepe objave o pozitivnih dogodkih iz strani študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Hvala. Torej, če te prav razumem, tema programska politika, ne? Torej, če nadaljujem,
Seveda, to vrstne akcije niso naše maslo, tudi še enkrat lahko pač povem. Mi smo mediji, mi poročamo o zadevah. Poročamo o zadevah na takšni, bilo je na radiju, ker se je dogajalo, kaj ne? Vaša spikarja, kdo je špiker, avtor tega posnetka? A je iz Radia Študent ali je iz Radia Pakistan? Zdaj, ti bom takole rekel, no, s tem se moraš dejansko z urednikom, lahko se pritožiš, lahko uporabiš vsa ta sredstva. Jaz sem predsednik sveta, nisem urednik, jaz nimam niti pravice se vmešavati v programsko politiko neposredno. Upam, da se razumem. Kune, če si prej rekel, da se svet... Svet se samo v smernicah lahko odloča. Prav, mi ne bi mogli vplivati na to zdaj. Vi lahko iz tem, da ko imenujete odgovornega urednika, potem je pa on avtonom. Dajte si prebrati zakon o medijih, no prosim. Ne vem, no mislim, zdaj se tle bomo lahko vrteli v... Dobro, dajmo zdaj, prosim. A lahko sam mečkan? Bi pa zelo vljudno prosil, jaz tudi te pustim govoriti, no, če lahko par stavkov povem, ne, da bo v bistvu mi mogoče medklic daš, ker jaz jih očitno ne morem na medklic dati medklica. Tako da to malo zapleten postane, pol, če to traja 5 minut. Zdaj, za nas je seveda, oziroma za mene tudi osebno, je popolnoma res žalosten način, na katerega se je to sprejel. Ti si govoril o tem, kakšna je bila ta procedura in s tem si pravzaprav potrdil te strahove, da je bilo tako, kot sem domneval, da je, ne, ponavadi. In neka normalna poslovna praksa, o kateri danes zelo radi govorimo, ne, v tej državi, neka dobra poslovna praksa, poslovna kultura, če se tako izrazim, bi seveda bila, ne, da bi se najprej v bistvu sestal svet, kaj ne, kot ta ključni organ, v katerem je zastopan šov, v katerem je zastopan skratka ustanovitelj, v katerem je zastopan medij in v katerem je zastopana strokovna javnost in podarim tudi, ker se vedno pozabi, da je tretji član, ki ga vi imenujete tako imenovan predstavnik uporabnikov, pa se bojim, da tega nihče ne ve in potem se nekaj delegira. Ne vem, če je tokrat tako bilo, vem pa, da je v preteklosti niti vedeli niso ponavadi, ker se niso prebrali. In resno se sprašujem, čemu? Svet namreč v vsej zgodovini obstoja. Nismo imeli situacije, ki bi bila s šovom v tem smislu konfliktna, da bi mi izigrali šov, da bi mi kakorkoli nekaj sprejeli. Ne? Mi smo se tam dogovarjali, tudi sprejeli kaj, kar nismo mi bili srečni, če se zastopimo. Skratka, to je nek prostor, neke zelo odprte debate, ki skuša to razreševati. Tako je bilo do sedaj. Sedaj pa očitno ni tako in če mi bo kdo rekel, da so tu neki čisti nameni, jih sam osebno ne vidim. Seveda pa to ni niti tako pomembno. Pomembno je, da se je pač de facto spremenila pozicija, moč. Bom uporabil čisto surovo besedo politike. Skratka, vi si uzurpirate moč znotraj Zavoda Radio Študent, znotraj medija. Ker tudi tlele ne razumem v celotni razpravi, ki jo danes tle poslušam, se mi zdi, da v bistvu je šel poznam dosti časa in se mi zdi, da se razvila ena oska usmerjenost, ena parcialna usmerjenost, da se vi ločeni od sveta, neka država od državi. Vi ste vendar navzven tudi tisto. Ja, prosim, izvoli. Domjan. Da se malo vrnemo, vse bom povzval nekaj. Pogovori o proračunu, koliko se dodeli Radio Študent, niso trajali en teden. To je bilo dlje časa. Mi smo na sestankih, kjer konkretne rešitve strani RŠ-a žal ni bilo. Jaz sem večkrat izpostavil, kaj je z pogodbo z univerzo, kakšna so zagotovila. Zdaj smo prišli do situacije, ko se sprašujemo, zakaj je bilo ta amandma vložen. 3 mesece smo se pogovarjali, ni se razrešili. Ja, ampak ne razumem dobro, lahko ti tle repliciram, ali moram biti tiho. Prej bi se navezal človek, prej bo šel do dotičnega postavljanja. Govoril sem o tem vašem načinu prevzemanja in o tem, da smo do sedaj v bistvu neko kulturo imeli, ki je bila plodna in da je svet deloval. Ne vem, kaj je Kultura ravno na tej točki, ker ni prišlo do rešitve. Žal. In potem, seveda, kot je kolega izpostavil, če se vsako leto potem gre pogovarjati proračun, medtem ko vemo, da so vsi zavodi se mogli odreči nečemu. Izhodna pozicija vaša bi bila 180 tisoč.
Vi ste prišli s predlogom 290 tisoč. Mi smo se najdali, torej tukaj, kot je kolega izpostavil, gre za to, da se uredi stvar s financiranjem, da se uredi stvar to je upravnike, da se s tem razreši situacijo, ne pa da se posega. Jaz menim, da... Ne razumem točno, kako to rešuješ preko sveta, ampak mislim, da je vedno vsaka konč koncev neka finančna postavka, je stvar konc koncev nekih pogajanj, več pa zavodom in... Tam je še en medklic. Pač vašimi predstavniki. Lej, pa se moč da zavrnete konc koncev, ne? Zato, ker če nismo prišli do rešitve na tej točki, to me žalosti. Matjaž, Domen Kosma medklic, če dovoliš. Ja. Jaz sem hotel samo to reči, ker so imeli teh 290 tisoč evrov, dejansko so bili vsi zavodi na nek način pozvani, da pač nekako pokažejo, kaj so njihove potrebe, da oni tudi dejansko vsi zavodi so v bistvu zdaj tem proračunom bistveno manj dobili, pa so pač dejansko njihove potrebe izražene pa s tem predlogom. In jaz mislim, gre za neko dosti podobno stvar tudi pri RŠ. Seveda, če nas vprašate, koliko rabimo, vam bomo povedali, koliko rabimo. In še enkrat poudarim tisto, kar pač večkrat poudarim, pa pač nisi v teh krogih, ko se pogovarjamo, ampak bom pa zdaj mogoče zato poskušal to razložiti. Radio Študent je izjemno podhranjen s financami, če hočeš imeti elektronski medij, to pač stane. In v tem trenutku itak ne zagotavljamo na nek način tega, da bi normalno amortizirali produkcijska sredstva, temveč se pač znajdemo, kot se znajdemo. Skratka, delamo z staro opremo, popravljamo jo sami, nadomeščamo starimi računalniki. Če boš prišel pogledat arzenal računalnikov na Radio Študent, boš odkril pravi muzej računalnikov. In to pač je to dejstvo. In če nas vi vprašate, koliko rabimo, potem pa pač vam povemo, koliko rabimo. Ampak zraven pa moram tudi poudariti, da se je seveda govoril tudi o tem, da prevzamemo seveda določene druge dejavnosti, ki so prej bile pač pod šov. In ta predlog je bil seveda na njem, je bil tudi vezan dobršen del tistega proračuna. Vi ste pač za proračun za medije prej imeli bistveno večji, da se razumemo, ker ta upad sredstev, ki jih namenjate mediji, je bistveno večji od tistega, kar zdaj pač RŠ-u se reže. Če se zastopimo. Vi ste pač tudi šov vizijo tu, prosim. Ja, prosim, Raček. To je spet v bistvu stvar enih dejstva. Na vseh pogajanjih, na 150 karkoli govorilo o proračunu, so rekli izradi strani Radio Študent, da oni že imajo videosekcije, da že to delajo, da imajo to prispevkov na leto. Po drugi strani pa govorijo, da zdaj, če bi oni všel vizijo prevzemnik, bi mogli pa zdaj dobiti dodatna sredstva za to. Hkrati se bo tu pozabila, da je predsedstvo reklo, da boste samo sredstvo oziroma da boste del opreme, ki jo imela Šovizija, dobili na Radio Študent za upravljanje te dejavnosti. Pravi, tudi to je neka vrednost. To ni, ne vem, 100 evrov pa nekaj, ampak je tudi to neka vrednost, ki jo morate pač šteti v to zadevo. In če so vam rekli, da boste to dobili, brez da se to zabeleži dodatno proračuno, mislim, da ste lahko veseli, da boste to dobili, ampak tega tudi nikoli ne boste povedali. Važno je, da rečete, da rabite pa še več zaradi tega, ker boste prevzeli eno dejavnost, ki ste rekli, da je že tako, sami po de facto delate. Že ne vrsto let. Seveda, ker je bil dogovarjan, je bil v tem, da prevzamemo, da seveda širimo to dejavnost. In mi pač ne moramo širiti dejavnosti, če nimamo sredstva. Jaz ne moram drugače to razložiti. Samo pač, če smem dokončati, samo pač produkcijska sredstva, ki niso tako bajna, kot mogoče misliš, ker imam cel seznam teh produkcijskih sredstev, drugač pa delam na RTV-u mimogrede in poznam dobro materijo produkcije televizije. In ne vem, če ti lahko v bistvu razložim, ampak če se hočeš res je nekaj s tem, da bi v bistvu razširil neko dejavnost in se res šel neko ali RTVŠ ali pa šel v vizijo, se pogovarjamo o faktorju 10 glede na radio. Zdaj, tako da to še vedno vse skupaj v neki ljubiteljski, amaterski domeni, kot je do sedaj itak bil. Glede na to, da je RTVŠ, da sem bil eden od teh tudi ključnih ljudi pri pravzaprav tvorjenju te videosekcije, ti lahko zagotavljam, da je to seveda nastalo na plečih nekega voluntarizma, tako rekoč, in da pač, če hočemo to širiti in imeti neko dejansko produkcijo, ki se jo ste konec koncev, za katero so se strinjali vi, vaši predstavniki, da pač bi jo bilo treba ojačati, seveda zato bi rabili nekaj sredstva in to pač je tako. Zdaj, to je vse, kar imam potem zapovedati. Če pa se lahko zdaj v bistvu vrnem na to... Ja, prosim. Ja, Ane, bočeš povej. Jaz bi se vam najprej zahvalila za
Vse me lahko tikaš. Bi pa prosila, da bi rekla, da je prišlo iz teh strani dveh poslanskih skupin, iz dveh poslanskih skupin za dva, ne bi mogli prišli da en predlog, da se ta problematika razreši in da se nekako popravljajo te napake iz prejšnje seje. Bi prosila, da gremo mogoče se vrnemo z razpravo na ta predlog in ugotovimo, če je ta rešitev, ki je bila predlagana, ustrezna za Radio Študent in tudi za študentski zbor konec koncev, ker smo naredili mene, da je tudi probleme teh malo, recimo se vodi reševati na posvetovalni ravni in bi pač rada slišali tudi strani predstavnikov Radio Študent, če se jim ta rešitev bi ustrezna. Izvrstno, Ana. Izvrstno. Blaž, si še ti hotel mi nekaj, če sem jaz prej. Seveda naše... Čas. Kratek. 3 minute, recimo. Ja, seveda. Lahko eno. Okay. Jaz bom kratek, za nas je sprejemljiv prva točka, prva alternative za rešitev problematike RŠ, ki stanje v bistvu spravlja na tisto, kar je bilo. Ob tem seveda pozivam k aktivni udeležbi vseh tistih, konec koncev vse sveta so javne, vseh tistih zainteresiranih, da pridete na svet in da odpirate vprašanja in da v bistvu spet se vrnemo v bistvu tja, kjer smo v bistvu dosti dobro sodelovali in da pač naredimo, če smatrate, da obstaja neka potreba, pač da skupaj najdemo neke rešitve. Vi pa že nekaj rekli, kar se tiče vstopa univerze v soustanoviteljstvo. Na univerzi je že bil sprejet, je že bila sprejeta sprememba akta, ki jo je univerza že potrdila in samo čaka, da jo še vi potrdite. Ta akt seveda to spreminja v tej meri, ta, ki ste ga pač vi sprejeli prejšnji teden, v tej meri, da lahko v bistvu z univerzo spet začnemo tako rekoč nove kroge pogajanj. In če si vi to predstavljate, kakšna je v bistvu res ta odzivnost univerze, jaz vam zato samo na srce polagam, da je to res ena avstro-ogrska inštitucija, ki epidemijni melja zelo počasi. Zato, da smo mi res prišli do tega, se pogovarjamo res o letih. In res se mi zdi skrajno v tem smislu, ja, pa tudi neodgovorno, zaradi tega, ker na eni strani govorite o tem, da hočete na nek način, da zavodi najdejo sekundarne rešitve, skratka svojega obstoja, financiranja, na drugi strani pa v bistvu delamo nekaj, kar v bistvu ni v tej smeri. To vas prosim, da prevlada pametno, mislim, ono drugega reči. To pa tudi vse. Jaz mislim, sej, lahko smo čustveni, lahko smo jezni, lahko smo nezaupljivi, ampak v končni fazi upam, da pa vendarle delamo z glavo. No? In to je tudi vse. Jaz upam, da boste razveljavili tisti srečni sklep iz prejšnjega tega. Hvala. Kaj v bistvu je sprejela univerza? Univerza je potrdila spremembo akta. Pa kateri organ je to spremembo? To je na statutarni komisiji. Statutarna komisija univerza je sprejela sklep, oziroma je sprejela akt, ki smo ga skupaj in predlagali, po katerem se svet spremeni tako, da je noter še en predstavnik univerze. To seveda pa akt temelji na obstoječem veljavnem aktu, ne na tistem. Še eno vprašanje. Statutarna komisija, te mora še Senat univerza to potrditi, ali to... Senat je to že potrdil, ne? Ja, mislim, statutarna problem je pa Senat je prej pooblastil statutarno komisijo, to je zdaj tako pregleda. Problem je, da upravni odbor je to potrdil že lansko leto in so pooblastili Pejovnika, da on v bistvu to končno pošlje nazaj na študentski zbor in potem v bistvu Pejovnik je skozi govoril, da ga bo poslal in ga ni poslal. In zdaj v bistvu je to, jaz vidim procedura, da bo študentski svet v bistvu kmalu odločil o tem, potem upravni odbor in tako. Pa gre za... najvišji organ? Pravim, da je upravni odbor o tem že odločil in zdaj bo... Me zanima, če mora še kdo na univerzi to potrditi, se pravi senat, kako kar jaz poznam organiziran senat najvišji organ na univerzi. Ali more, ali mu ni potrebno, to me zanima. Ja, mislim, da upravni odbor mora potrebiti, se nisem siguren. Pa še ni potrebno. Na to vprašanje ti lahko eksplicitno odgovorimo, ti bom pa tako rekel, res
vsej tej promociji, ker to so mogli najprej vse članice sprejeti, ne? Vse zelo enostavno. Potem je prišlo nazaj do njih in potem so oni to sprejeli. To je, ne znam ti več tega postopkovnika upisati na še. Vprašanje je bilo, ali je to zdaj sprejeto, uradno zapisano, da lahko prinesete zdaj, pa kaže, da ni. Pa če je to temo tako, prosim, če ta dokument... Zakaj ni to našel že en let? Vse je, mislim, vsi dokumenti, ki pridejo do vas, vam jih tudi univerza pošilja, tako da... Ja, tukaj je predvsem ta problem, ne? Da glede na to, kako pač je zdaj bil odziv šova na te predloge in pač na tudi, kar se tiče takojšnjega vstopa tudi v finančno podporo Radio Študent in te stvari, ki pač jih šov zahteva a priori in brezprizivno, je tako pač, da strani pravnika univerze, to se pravi Miroslava Birka, je bilo jasno povedano, da dokler mi ne uredimo nek odnos z ustanoviteljem oziroma ustanovitelj jasno ne podpre tega vstopa, se pač težko dalje pogovarjamo na univerzi celostno, edin zdaj pač po teh organih, s katerim se tudi zdaj dalje menimo, kot je pa zdaj študentski svet. In pač tudi recimo ta primer zdajšnje spremembe akta, rokohitrske, ja, če lahko zaključim. Jaz sem večkrat na teh sestankih podaril, kaj je z univerzo in da si želim tega sodelovanja. Ja. Pobuda, volja, mislim, da na šovu je bila, da se to uredi. Tudi jaz vam medklic, kar se tega tiče, ko se pa tudi bi se sam povedal, ja, vredno tudi mislim, univerza se boji, da vstopi kot ustanovitelj. Mislim, sploh v teh dogodkih, ko se zgodi zdaj, pa pri teki tedna, ne? Ja, ampak veš, kjer dogodek je pač ta dogodek, ki je, Medklic je zelo kratka stvar. Vse je zelo kratka, ampak to ni pa 2 sekundi. Ne, 15 sekund. Se pravi, me zanima, mislim, na kak način bo univerza reagirala, glede na to, da pač se do nas ustanovitelj lahko vnašite, vredno tudi mi ne bo všeči to, da bojo oni pristopili nekam ustanovitelji, zato da bojo bolj nabirali. Dobre ustanovitve razumem in univerza do sedaj nikakor nobene bojazni izraza do načina, ker tudi univerze nimamo vedno v lepih zobetno, če da tako razumeš. In do sedaj mislim, da univerza s tem nima težav. Vse mislim tudi kritično do države, pa ne vem, je prej MMC objavil pismo Ministrstva za kulturo, ki vas poziva, da v bistvu retroaktivno ravnate. Jaz ne vem, vi mislite mogoče res, da ste v nekem partikularnem svetu, ampak vi ste predstavniki študentov tudi na vzgon. Vse jaz na avtonomije ne rekam, ne zaključite, da bi še enkrat prosim. A je to vprašanje rečeno za univerzo, do kakšne mere, a so vsi organi to potrdili, imamo zeleno luč, da tudi študentski zbor to potrdil, da bi to veljalo, ne da bomo mi spet sprejeli nekaj in se bomo spet podali žogico na drugo stran in oni smo prekali, to ni v redu, bomo spet tukaj in ponk. V resnici je študentski zbor že pred 2 letoma pa pol, to še vedno veljavno sklep, 3 leta celo sprejel sklep, da se mora dokončati ta zadeva in da je to tuži. Pod kakšnimi pogoji se ne? Iskreni, bi ta sklep moral še veljati, jaz ne vem, da ste bi ga dolgo razveljavil, da se nastopil neke nove koalicije, ta sklep ni razveljavljen, tako da to zadnje. Še za prvi del. V tem trenutku se zavlačuje in mi, iskreno povedano, pač nismo politiki, mi smo pač mediji. In v to vrstnih prepletih, ki se dogajajo na takšnih ali drugačnih relacijah, pač se božno. Lahko, če jaz razložim. Čakaj, še tukaj da trening poslanci. Aha, se sam A si lahko tudi vsem Da je boljša kategorija. Ja, tako je, ne, mislim, študentski zbor je sprejel pač spremembo oziroma stopu v ustanoviteljstvo pod določenimi pogoji. In to traja ta proces že 2 leti, ne. Kot rečeno, upravni odbor univerze je odločil že v decembru 2012 in je pooblastil rektora Pejovnika, da to privede do konca. Potem je akt pregledala, ta spremenjeni akt, tudi ta pravna služba univerze in tako naprej. In mi, ko smo se v juniju na zadnje dobili s Pejovnikom, je on rekel, v ponedeljak pošljem to na študentski zbor. Se pravi, tako spremenjen akt, ko ga je sam študentski zbor izglasoval še 2-3 leti nazaj. Ne? To se pač ni zgodilo. Zgodila pa se zamenjava rektora. Novi rektor
pač je na tem sestanku ni odrekal vstop. Bili so argumentacija, da njega zanima mnenje študentskega sveta. Na zadnjem sestanku, ko je bil tudi Likovič in Klasinc, je predsednik sveta se je izjasnil pozitivno, študentski svet o tem še ni odločil. Jaz sem v bistvu navezavi s tem in mislim, da bi zelo kmalu študentski svet v bistvu moral odločiti o temu in potem bi v bistvu ta proces se dejansko lahko končno v tem letu privedel koncu. To je tisto neka zagotovila, ki jih imamo. Kaj pa, če študentski svet tega ne potrpi? Hipotetično se pogovarjamo. Ne bi imeli 2-3 korake naprej, da ne bo spet zgonja po rezultatu. Čakaj sem mečkaj, zdaj pa takole, skladno zdaj malo bolj strukturiran, ker je po postavljene točke, bomo lepo strukturirali debato. Glede na to, da je od predstavitve dalje stvar samo zatavala, odpiram razpravo in na razpravo se razpravljavno prijavite v besedi. Uroš, lahko se katerikoli od poslancev ima pravico, da se odpove svoje besede v korist tebi. Odpiram prvi krog prijave besede. Ne samo eno stvar imam predno, da spod, mislim, da že prej debata. Stvar je v tem, da ni debata nekom zatavljala. To je zelo pomembno dejstvo. Ne, sam nikamor ne pripelje, ne? In zaradi tega, da ne bimo jasno odgovor. Ni bilo odgovor, ja. To bomo samo strukturirali, da bo lažje potekala po strukturi. Samo to. Naš drugega. Aj, v redu. Cool. Vsak se ima pravico do 2-krat prijav v besedi, kot je možnost izčrpa, da lahko en drug poslanec odpove v korist govorca svojih pravičnih besed. Če se že najprej se prijavlja dnes. Dobro, odpiram prijave v besedi, prosim, da dvigajte. Dnes, Ana, Gordiš, Račnik se odpove v korist, Petra se odpove v korist Uroša, v redu, torej začne Knez, ki se odpove besedi v korist Mateja Prijatelja. Izvolj, Mateja Prijatelj. Jaz bi se tudi držal tekle predlogov, ki ste bila tako izpostavljena, da ne bom šel vtala. Ja, zlasti izpostavljena 2 predloga in prvi je sicer v smislu, da se zavrne spremembe, ki so bile sprejete na prejšnji seji. Drugi v smislu, da se gre v spremembe, ki so opisane v tem dokumentu, ki je bolj razdeljen. Prvo, kar bi povedal, je, da tukaj smo in tukaj se o tem pogovarjamo, ne zato, ker bi kar naenkrat določeno število poslancev prišlo do nekih razsvetljenih pozicij, da medijska svoboda pa ne pomembna, ampak izključno zaradi medijskega pritiska, ki je vršil Radio Študent. Tako da tukaj vas pozdravljamo. Torej, pravkar pač povedal, da je bil medijski pritisk, ali se rekli, da ga niso vršili? Mi ne odrekamo, da je bil medijski pritisk. Mislim, medijski pritisk je bil, seveda. Zdaj pa bi mogoče predstavil pozicijske do te predlagane spremembe. In sicer naša pozicija je absolutno zgolj in samo za prvo točko, da se predlagamo v smislu, da se zavrne te spremembe. Zdaj, dosti je bilo že rečeno, zakaj, dosti se je govorilo o medijski svobodi, dosti se je govorilo o preranih odločitvah, ki so se zgodile prejšnji teden. In mogoče bi na tem mestu razložil, zakaj nočemo iti v drugo točko. Zdaj, najbolj očitna in formalistična razlaga je to, da so te odločitve isto hitre kot na prejšnji seji. Torej, spet smo bili predstavljeni z nekim dokumentom iz neba, kaj pa če bi bilo tako, Medklic. Jaz se s tem absolutno ne strinjam, ker gre za proceduralno povsem drugačen postopek. Gre za to, da se razveljavi, do naslednje seje je 14 dni, vmes se sestane svet zavoda, in se danes opravi razprava, potem se lahko opravi razprava na svetu zavoda, potem se pa gre v kakršnekoli spremembe, če se že gre. To je prva točka, je res? To je prva alternativa. Prva alternativa. Ki je sestavljena iz
razlagam, zakaj ne imamo druge. Aha, ok. V smislu, da govoriš znotraj prve alternative. Druge alternative se pravi. Torej, ja, je predstavljena kot ena izmed alternativ, da se danes spremljajo neke spremljene, oziroma da se ohrani to, kar je bilo. A je res? Prosim še. Je kot možnost ta druga alternativa, kaj je druga alternativa? Mislim, glavna pozicija dveh alternativ je predvsem to, da ali se zavrne zadeva, pa se potem na naslednji seji sprejme, ali pa se sprejme nov akt, je praktično to, da se stari zavrne. Torej, sprejetjem novega se stari zavrne, gre samo za to, ali bi radi mi čim prej zadevo vrnali na neko stanje, ker praktično gre za 3 člene spremembe, ali pa gre za to, da se za ta postopek še dalj čas vzeli. In sam to je, in zato je bilo tudi transparentno, so bile obe možnosti predstavljene. Med tem, ko predlogi, ki so bili pa predstavljeni, pa prihajajo iz čigave strani, torej tle so neki tretji predlogi, iz teh dveh skupin, ki sta predlagali. No, naslednja bo pa kritika teh samih predlogov. In sicer prvi člen se mi zdi lahko predstavljač. In sicer to je pač vstop univerze. To se sliši dosti benigno, ampak konec koncev ja, radio študent je lahko kritičen do univerze. In zdaj, mogoče mi ne bi bili toliko skeptični, če ne bi imeli možnosti izkusiti, kako to zgleda na predstanku predsedstva, pred kakšnim tednom, ko smo imeli priliko opazovati direktorja te organizacije, kako se je v bistvu obregnil oziroma skoraj napadal odgovornega urednika Radio Študent, kako se odnaša do rektorja. Skratka, ne samo, da obstaja neka hipotetična, že zdaj imamo neke pritiske, ki so lahko pač direktni ali pa posredni. Tako da to so nevarne stvari. Mogoče še bolj zanimiva je pa ta druga točka. In sicer tukaj gre pa za... Zdaj, zanima ena stvar. Ti po eni strani govori zdaj, da se pač vršijo pritiski na rektorja. Ne, na odgovornega urednika Radio Študent. Se pravi, da to pač se ne obstoje, da nekdo svojemu bodočemu ustanovitelju pač dela nekaj pač izjave, oziroma na tak način pač niso najbolj primerne, to je v redu. Ampak ni pa v redu to, da pač se pove Radio Študent, da to pač ni prav, da do bodočega ustanovitelja se tako obnaša. To ni spremljivo, je pa to, da to dela. Ja, katastrofalno slabo je, da se pa direktor te organizacije, ki deli denar, mislim, katastrofalno je, že da sta v isti sobi odgovorni urednik in direktor, ki mu v bistvu namenja sredstva, ker je kdo odrežen v proračunu. To je katastrofalno slabo. Rad med klic več rekel. Kolega Rašek klic. Ne moraš bi se tu med klic direktna, če si se počutil stranka, kar imaš seveda tudi izjemno malo časa, čuvaj zboli. Kolega Rašek je očitno pač izpostavil svojo miselnost, ki je pač pokazal, če logiko, da mediji ne sme kritizirati svojega ustanovitelja, že ne sme kritizirati šova in potem tako ne bi Slaja več od kritik. Tudi potem vpliv, ne bi bil prvačen vpliv univerzitetnega predstavnika. Ja, to je kar prvi točki, torej po univerzi in odnosom Radio Študent do univerze. Zdaj pa k drugi točki, torej da člani uredništva v širši stav ne smejo biti člani študentskih skupin ali društv, ki so predstavljali na veliko šov v Ljubljani ali sodelujejo pri delovanju študentskega zbora šov v Ljubljani. Ta točka na prvi pogled zgleda razmeroma legitimna, ampak tudi tukaj mislim, da se bomo malo vregnali v to. In sicer, smiselno je, da to točko predlagajo študentski funkcionarji, zato ker smo v bistvu nekako ugotovili, če lahko strnemo celo današnjo razpravo, vse, kar se je govoril, da svojo pozicijo gledajo kot neko tehnicistično razdeljevanje sredstev. Mogoče en klimaks vsega tega je bil komentar kolega Trne, ki vodi študentsko svetovalnico, da konec koncev šov pa je bil le ustanovljen za študijske dejavnosti. In tle se mogoče mi ne strinjamo nikakor s tem. Kolega ne vodi za študentsko svetovalnice. Tako, sodeluje.
Ne, študentski so študentski tole. In zdaj v bistvu tle se gre pa res za neke velike idejne razkole. Na eni strani imamo nek tak technicističen pogled, da so študenti apolitični in da vse, kar mi tukaj počnemo, je na nek način neko formalistično razdeljevanje. Na drugi strani imamo pa pogled, da študenti smo politična bitja in da je nujno, da se politiziramo in da delujemo skupaj. Zdaj, če malo razložim, pa seveda tisto, kar bi si želeli, kar je namen konec iskre, ne samo, da bi bili nekateri študentje, člani študentskih skupin ali društva, ampak bi bili vsi študentje. Ja, prosim. Medklic oziroma vprašanje, kaj misliš o tem, da pride SDS s svojimi sodelavci na radio RTV? Vse jih je kaj, no? Zakon ni prepovedano biti član politične stranke, pa biti zaposlen na RTV. To ni, so aktivni celo nekateri člani nekaterih strank. Ampak, a se vam za neodvisnost medija to pa res... Meni se to, jaz nisem član stranke, ampak da reče pa to kategorija, veš, ti po zakonu, pač samo če si v uniformirani sestavu ne smeš biti član. Ja, prosim, direktno. Višji nivo zaščite in mislim, da bi se lahko iz tega vidika, pa tudi mogoče na nacionalki kaj naučil, da bi se dignil ta prav. Ordiš, lepo prosim, direktna replika. Če reči, da ni to res na RTV. Ja, samo, pač ena zadeva. Kordiš, zelo kratko. Zelo kratko. Artikulirano. Če pač medijev članstvo v politični stranki, kar nas le zanima, to so neki politični učinki, ki jih nek človek z nekim določenim prepričanjem v nekem mediju sproža. Ali ta človek ima partijsko knjižico, ali ta človek nima partijske knjižice, je popolnoma vseeno. Če je pač idejno, ideološko na neki liniji, jo hoče nekako zastopati, forsirati v enem mediju, jo bo, pa če ima uradni štempel gor, ali pa ne, tako da prosimo, lahko damo ta del debate redakta. Pač ni problematično. Hvala, Kordiš. Politizacijo medijev z drugega vidika. To je čisto politizacija medijev. Če ena politična študentska skupina deluje in širi svojo ideologijo na mediju, je to politizacija medijev. To ni avtonomnost in neodvisnost medija. To je politizacija. Ja, lahko Šeračnik je bil prej, no, Kordiš. Direktna. Ja, taka. Sam zelo kratko. Absolutno, to je politizacija. Moja poanta je bila samo to, da se ti ta politizacija lahko dogaja, če so ljudje formalno pravno člani nečesa ali pa če niso. Pa če razumeš, lahko so nečemu pripadni, brez da bi nosili uradno uniformo oziroma insignije tega politične opcije, česa tako, čemu so že pač pripadni. Hvala, Kordiš. Ja. Zdaj, to samo naznačuje na to, da v bistvu neka taka sprememba akta zahteva razpravo in zahteva pač čas. Argumenti so, jaz to pravzaprav osebno prej nagnem k temu, da se to vrstne zadeve pač eliminira. Človek se mora odločiti, ali hoče biti politik, ali hoče biti pač novinar, jaz s tem nimam težav, ampak to je stvar debate in načina spreminjanja nekega akta. In da se še enkrat vrnem k tem, da nas ni sprejemljiv način, na katerega se je akt spremenil. In kot sem dejal, kdor je zainteresiran, ne pride na vse v sveta, tam se o takih stvari razpravlja. Tam je naša skupna, če pa, bom čisto rekel, če pa je iskra tiste, ko pa se pojavlja na e-rešu, pa jaz, ne vem, zakaj pa se nobeni od vas pravzaprav mislim, ali pa od vaših simpatizerjev ne gledam. Dobro, sam mečken. Veš, mislim, res. Vemo zdaj, ni tam Naračnik se še nekaj. Akt se spreminja drugače, kot pa tako, da zapišeš nekaj, pa sprejemo, gled. Račnik. Po 10 metrih. Ti si želel nekaj povedati. Prej, že predčasno. Ne, stvar je v tem, da nisem sam tako rekel. Zanimivo se mi zdi, da pač tiste, ko zdaj so v tej točki, pač ne vem, predstavniki kvadra, oziroma časa so. In v tem takem imam tudi eno vprašanje, glede na to, da je Kordiš rekel, da itak, tudi če ne kaže nazor, pa nekaj. Verjetno je, če pač obstaja stranka kot taka iskra, oziroma glede na to, da pač pravite, da imate vi to ne vem, kakaj razvojem izdelanje, pa vse skup, verjetno v tem takem morate imeti tudi nekaj zapisane vaše člane, ne? Bi rad ta list?
seznam. Ne, na tak način se lahko koliko pač pogleda, radio študent, vaši člani, caka, bomo črtali, v hitrem postopku 50 delavcev. Veš, kako se temu reče? Izrazi postavljamo. Ok, v redu. Direktna replika. Alo, prosim, pustiš kolegu, da dokonča svoj stavek. Njemu že lahko, ker sem ne moram pustiti za te buče pač. A lahko, prosim. Kaj je zdaj Kordiš, no? Ena druga alternativa bi bilo, ja, vzamem seznam, dajmo ga pogledati, ampak dajmo ne se te ljudi prej iz iskre izčlanja, pa nimamo kar naenkrat več problema. To hoče povedati, to so abotni te predlogi. Ok, hvala Kordiš. Zdaj lahko vsaj prešteješ. V redu, Kordiš. Matej prijatelj, prosim se nadaljuje z besedo. Ja, zdaj, ok, so te predlogi, ja, so tako je rekel kolega Kordiš, Matej. Ja. Kaj? Glasnej. Ja, da so na nek način neumni, ne, zaradi praktičnih problemov, ampak so pa sporni tudi drugače. Mislim, tle gre konec koncev za samo esenco medija. V bistvu za pogled na svet, ki je pa za nas zelo pomemben. Torej, kako se radio študent gleda nase in na ostalo. V trenutku, ko to postane struktura, ki nase gleda, tako kot šov, apolitično, v trenutku, ko RŠ postane struktura in take vrste sklepi, take vrste členi vodijo v to smer, ki nas se gleda kot na neko objektivno, apolitično strukturo, lahko govorimo, da začne izgubljati vso veljavo, ki jim jo mi potiskar dajemo dan danes. Tukaj se začnejo stvari krpati. Ker potem se v bistvu ugotovimo, da postane na nek način zelo podobno kmalu temu, kar bomo danes našali. Torej pač gre se za neke formalizme, gre se za predstavljanje pozicij, to ni to. Pač, zdaj, mogoče končal bi sam še na ta način, da če se zavrača, tistka zavrača pač svojo političnost, se pade nujno v neke spontane ideološke predstave. In zdaj, glede na to, da smo v času krize take predstave potem rade razpadajo, tisto, kar jih napolni, pa je, in to je zanimivo, tudi tisto, kar smo imeli priliko danes videti na tej seji, torej ideologijo, ki je pa zelo nevarna, torej nacistična ideologija. To so stvari, ki so pomembne za tudi naprej. Ja, prosim. Mislim, glede na to, da sem prej to bil izvan, da so preintervjuval, komentirao to zadeva, v bistvu to sta dve radikalni ideologiji, ki sta zelo nevarni. Na eni strani so anarhisti, ki so med drugim tudi dali moje podatke, pa so bili danes prisotni tule, pa so tudi prisotni na protestih konvencije, prav tako na protestih tu spodja. Po drugi strani pa obsojaš pač to. Odloči se, mislim, se vem, da ni budite ena strana, mislim, ne ena strana, zdaj njihova strana, recimo v tem primeru, ampak obe strani sta radikalni. A je desna, pa je leva. Oboje so obsojeni. Sami so anarhisti, oboje. Čakaj, a lahko, prosim, ta debata v zvezi s tem je popolnoma nepotrebna pri tej točki. Urška? Prosim, če se takih komentarjev vzdržiš, ker ne spoštuješ kolega iz člana študentskega zbora. Ne vem, jaz sem imel občutek, da v tem zboru ni več razumevanja za sarkazem ali pa satiro, kar je bilo večkrat izraženo že prej. Domjan, izvoli. Hočem komentirati, da zdaj ti izkazuješ mnenje, kako si zgrožen nad določenimi zadevami. Če se spomnimo na začetku seje, se jaz vprašal vašega poslanskega kolega, zakaj vi, medtem ko je RŠ in vsi ostali so obsodili napade na poslance tega zbora, vi pa to štejete kot legitimno sredstvo političnega boja. Kako ne jaz zdaj tebe jemljem resno pri nekim zagovarjanju demokratičnih procesov? Mislim, to je meni najsvečna replika. To je bizarno, Mislim, predvidevam, da se ti med tistimi, ki so podprli politični teror, ki se je zgodil na prejšnji seji in je pač prevzem enega skupnostnega medija z strani, oziroma nastavne možnosti za to, z strani študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Kako lahko ti, ki tako gesto podpiraš, postavljaš na to vprašanje? Če podpiraš to prvo, potem ne moreš
Hvala, tvoj čas je potekel. Jaz zagovarjam demokracijo, ne pa neke socializme in anarhije in te podobne stvari. No, ker ta debata ne pelje nikamor več, omejuje institut medklica. Nimaš več, ker je bil prej. Tudi to sem omejil. Ne pripelje nikamor. Ne, njim povej, tudi tebi povem, vsem povem. Ne pripelje nikamor. Tle se 40 minut zdaj prerekamo o tem in onem, z medklici in direktnimi replikami z vseh strani. Če bi nelogična konstrukte omejili in izrezali. Prosim, če lahko kolega zaključi svojo misel, zaradi tega si prišel gor, in je to. 3. Maksimum. Sam s tem bi zaključil, da razumemo v bistvu, zakaj bi člani študentskega zbora to točko dali. Ampak v trenutku, ko bojo pa taka razmišljanja ali pa tudi sprejemi takih točk sprejemljivi za radio študent, potem pa v bistvu tudi mi začnemo umikati svojo podporo radio študent. Hvala lepa, Ana Belčič, izvoli. Ana, večkrat glasnejle pa prosim, ne vem, če te slišite. Da se akt razveljavi in potem preda nazaj predlagatelju, da ga ustrezno pravi vse potrebne razprave, bi jaz predlagala, da bi prišli čim prej na glasovanje in da se res vzamemo čas, da rešimo to problematiko, da si damo nek termin, da je mogoče to spet umestimo na sejo. No, ja, seveda, ampak imamo še tukaj razpravljalce, ki so si v krogu prijav besedi vendarle pridobili pravico do razprave in jaz mislim, da je tukaj nedopustno, da bi zdaj to omejevali. Tukaj je še Uroš Novak, ki mora še spregovoriti, kar je želel. Tako da jaz predlagam, da se pač vseeno razprava spelje do konca, še predlagam en krog prijav besedi. Ja, dva moramo imeti. Fertik. Lahko se pač nihče ne javi, se meni vseeno. Uroš, izvoli, lahko prideš... Ne, sem vprašal kolega, že tisto vprašanje prej, da sem že toliko vprašal, da zdaj nisem dobil odgovor, ostali kolegi tudi. Če gospoda Željkoviča, izvajamo. Vprašanje glede univerze. V primeru NEA univerze, ne, zato, ker imamo pač indicije, da tudi na študentskem svetu pač niso bili vsi ful za to. Ne pravim, da niso, da ne bo spet dolgo povzemov. Pa bo bili za to dajem pomisliti v primeru, da ne. Kaj pa tako je? Samo malo. A lahko slišimo odgovor na že nekaj razstavno? V svetu odločajo svet stvar, da lahko konca pogajanj iz naših in z vaših strani mislim, da je jasno, da to ni nekaj, kar mi rečemo, vi pa morate narediti nekaj, to pomeni, da je stvar pač nekaj dogovarjanja. In indici, ko jih imamo, niso takšni, kot si zelo omenil. Zdaj, če imaš te druge indice, veš, bi zelo ne mara biti dobro, da tudi, da prejš, mi nam poveš te indice in da skupaj mogoče sodelujemo. Član sveta za radi študent 4 leta, pa smo nas diskutirali, mogoče smo nekaj pošljili, to ni bilo sveta za nas. Dobro, ne. Stvar je takšna, da če imaš neke indice, tisto nam povej, ampak mi nimamo še indice. Še vedno nisem bilo dobro. Še smem jaz. Kaj če ne? Kakšna sprašanja? Zdaj pa samo večko. Pač ne bi iskati neke druge rešitve, ampak v tem trenutku pač ne obstaja jasno. En na enkrat. To je, da ne bo ustanovite. Tukaj se zdaj
sprašuje predsednika sveta zavoda, odgovornega urednika, ne. Kaj pa je šov, ne? Se lahko predstavil ta gospod, to je spomnil. Tomaž Zanjevk je moje ime. Pred Bojanom Anđelkovičem sem 4 leta upravljal naloge odgovornega urednika, sem bil večkrat navzoč tako na študentskem zboru, kot na ostalih organih študentske organizacije. Pa mogoče še en razlog, zakaj sem tukaj, sem sodeloval v skupini, ki je pripravila akt o ustanovitvi Zavoda Radia Študent. Skupaj v skupini, ki so predstavljali predstavniki Radia Študent in predstavniki študentske organizacije Univerze na Ljubljani. A bo vred za predstavitev. Ja, hvala za predstavitev, hvala za pojasnilo, hvala Rašmi za... Ampak, raven, ne, da se razširi ustanoviteljstvo Radia Študent, ne, to seveda ni raven, na kateri ima kdorkoli v zavodu, ne. Kaj za odloč? To je tak vrnem vprašanje, ne. Kaj pa je šov naredil, ne? Da bi se to končno že zgodilo. Prejšnji četrtek je šov sprejel spremembe akta o ustanovitvi Zavoda Radia Študent, ki so v direktnem nasprotju z dogovorom in pogajanjem, ki tečejo z univerzo. To je naredil šov. Ja, prosim. Samo leto, že leta sem pogajal. Še sam, ki sem poslan v študenskem zboru, sem se o tej zadevah pogovarjal. To rekel, dokler naša poslanska skupina ni rekla, da se nekaj spremeni, se ni zgodilo nič. Samo prazne obljube, prazne besede, levih desnih. Direktna replika. Ja, direktna replika. Uroš, oprosti, direktna replika. Ta tema je irelevantna glede na to, da je Ana Dor postavila, da se nekako kaže ideja, da problematiko rešujemo po prvi točki, kar pomeni, da dejansko odpiramo razpravo o tem, po prvi alternativi, kar pomeni, da dejansko odpiramo razpravo v neki široko določeni časovnici o teh vprašanjih, kar pomeni, da jih danes ni treba razrešiti, niso za današnjo prvo, čakaj, da do konca povem, prvo točko, prve alternative, ta prekličeno sklep o potrditvi, ki se je zgodil na 26. redni seji. In te pomisleki nimajo nič s tem, ko jaz predlagam, da najprej... Kratko, no, čovaki, to da najprej opravimo ta preklic in se potem lotimo te druge točke. Sam mečem. Račnik, kaj bi rad? A smo potrdili prvo točko slučajno, kdo dvignil kartonček, da smo sprejeli alternativo, kakršnokoli že, da bomo v njej debatirali, ne. Nismo, se ne debatira. Kaj, pač pravico mu govoriti o stvarih, ki se mu zdi relevantno, tako kot imaš ti, Račnik. Zato, ker se ni nekaj zgodilo, se ne bi ni zgodilo. In bi ta show must go on, kot ga opevate, v nekaj tem se ni slokaj. Končno pač vem, da tega, da smo imeli nekaj konstruktivnega, celo slušal za reševanje medijev, ne več ne nastaviti. Lahko bi Čakaj, medklice smo ukinili. Ne, sem mu dovolim. Fertik. Ne, ker mu jaz ne dovolim, ker predsedujem na seji. V redu je. Dovolj, kaj bi pa ti želel? Ja, vprašanje. Ne, v bistvu sem komentiral, da jaz sem prečital vaš članek, glede RŠ še vedno v tranziciji in v bistvu tudi iščete rešitev v smislu z univerzami. Se pravi, jaz sem večkrat že izpostavil, kaj je na to temo in mislim, da tle je neka pot, kako se dala najti rešitev. Tle imamo nek predlog, ampak zdaj vprašanje, kako zagotoviti, da je torej tudi udeležbo z univerze. Zdaj, zato niso pogovori potekali tako, kot bi se vsi želeli. Jaz žal pa tem nisem posredoval, tako da ne moram niti komentirati. Imamo direktno repliko strani kneza, knez je je sprejela že zbora, študentskega zbora je že sprejela, kako bo to šlo. In karkoli zdaj vi spreminjate in sprejemate, kršite lastne svoje sklepe in kršite v bistvu proces, ki traja že 3-4 leta, da bi se naj to zgodilo. Ok, hvala. Dane strani je ta poteza prva, sprememba akta v ustanovitvi, ki več ni ta akt, kot smo ga ponudili univerzi v Dobro, zdaj pač knez, ti si imel direktno repliko na Domjana, to še povemo, potem pa prosim, če se lahko Radio Študent opredeli do alternative 1 in alternative 2. Jaz sem drugač tudi se prijavil v besedi. To bi bil radi konstruktivno debatirati. Direktno repliko, prosim. Se
Moja direktna replika je ta, da se ne strukturira razprava po točkah in se pač najprej opredeli do alternativ in se vso ostalo debato prekine, dokler se vsak ne opredeli do alternativ, potem ko vidimo, kakve so možnosti glede teh alternativ, se v okviru vsake alternative vsak opredeli do prve, do druge točke, če se opredelimo za najprej za prvo alternativo, če se opredelimo za drugo alternativo, se opredelimo za tiste edine točke, ki je. Na ta način bomo edino konstruktivno korak po koraku šli naprej, drugače samo bluzimo. Zato je pač to bolj kot ne predlog, kako odpeljati to zadevo do konca, da se vsaka skupina najprej opredeli do prve, do druge alternative, potem se ene še opredeli do alternative in grejo potem naprej. V redu, hvala za direktno repliko. Zdaj pa Uroš Novak, ti si prej rekel, da imaš samo nekaj kratkega za vprašati. Mesto kolegi skakaj, se bi svoje povedal. Ja. Ni bilo medklicov, ker smo jih omejili, ne? Tako da pač skakalci pa besede vmes z dveh strani, če se spomniš, ne, si imel za sabo Damjana, pa si imel pred sabo tam, ne. Tako da lepo prosim, če končaš, počasi, ne, mislim, pač zaključi svojo misel, ne. Ne, se kul. Točno povedati, v vseh teh letih na tak ali drugačen način smo se prizadevali za reševanje funkcij tematike, nismo prišli nikamor. Torej, tudi če je bil predlog naš na tak ali drugačen za vas proceduralno spodan, jaz mislim, da smo prišli do točke, da lahko zdaj tega nekaj pozitivnega zapregnemo za. In to je to, da se ta zadeva enkrat reši celostno, pa smiselno, ker če ne bi se spet samo prelagal, ali univerze krivo, oziroma kaj bi šol lahko storil za vas. Neumno vprašanje. Oziroma, dekonstruktivno. Ok, hvala. Sam vesel. Tako da, pozdravljam še kakšne druge rešitve, bi tudi kaj lahko romale na ta zbora, pa kaj drugam. To bi ne tudi Ok, hvala lepa. Račnik, ti si se svoje besede odpovedal v korist Uroša. A Petra se je odpovedala? Petra, ok, pardon, ja, pa se res. Kordiš je bil še tam na vrsti. Izvoli. Ok, zdaj pa najprej prva stvar. Podprem predlog kolega Kneza, kako se rešimo, kako se lotimo tele zadeve, dajmo jo zrihtati. Imam pa še nekaj, kar mi strašno leži na duši in to pač moram povedati. In mi je vseglik za vse pravila lepega vedenja in lepe retorike, ki bomo pridem takoj do bistva, sam do zmajanja prazne slame, pač ribarjenja kaldem in pač žongliranja z besedami in z vsem tem. Mislim, kar se je pač zgodilo, je bilo, da se je pač ekspresno spremenil akt v ustanovitvi skupnostnega medija, ki pač omogoča in politično in programsko kontrolo nad tem medijem v neki koaliciji šel v Ljubljani. Bodi si zdaj, bodi si kakšni kasnejši. Zdaj njegovi protagonisti, glavni protagonisti, dvigajo roke, se delajo za ožni, gledajo za občini in točijo krokodilje solze, ki ne bodo v resnici samo za pač finančno vprašanje. Ok, če je pa to v resnici njihova pozicija, potem sta pač le opcija samo dve. Bodi si so res tako sfokusirani na to finančno dimenzijo, da jim je nekako uspel spregledati dejstvo, da ima tak sklep resne politične in programske posledice lahko za radio. V tem primeru so tako katastrofalno nesposobni, da tega nikakor ne znamo predmetiti, nikakor ne znam sploh zagrabiti, ker je izven mojega horizonta. Ne znam tega povedati. Ali je to A opcija, bodi si B opcija, nakladajo, lažejo in zavajajo. Tretja opcija pa pač le ni. To je predvsej logična izpeljava. Meni je konc koncev vsem delirati med teh opcije, da si odločite, ali nabirate, lažete in zavajate, ali se pa Boris, prosim. Kaznivo dejanje, kar je pravkar reševanje po takem načinu. Če se tako vprašal, da prosim... Jaz nisem pravnik, ampak še... Da sta snoj, pa kneš, pa Aleš tukaj. Kordiš! Vse posnet. Obnašaj se. Jaz se že obnašam sam. Ja, lepo se daj. Naslednji, ki se je prijavil k besedi, je bil pa mislim, da kolega Račnik. Ja? Ker izvoli. Jaz sem ga. Ja. V bistvu mene zanima, kar se tiče tega osnopa univerze v Ljubljani. Me zanima ena par stvari, ko sem že vprašal, pa še enkrat vprašal. In sicer
to, kar je Uroš rekel, še ni dobro odgovora, druga stvar je finančna kvaliteta. Kako univerza ponese, v čem se zavisuje, pa to, ko so rekli, da je pač pravi, da je šel kot takšen sprejemat, da je v aktu, da so neki pogoji za vstop univerze. V bistvu me zanima, če mi lahko pokažete, kakšni so pogoji za ta vstop univerze, pa čim se v bistvu bo univerza zavezala, da se v bistvu dobra, kako rekel, so ustanoviteljski delež v Radio Študent. Glede na to, da pač šel konstantno nabijate s tem, da dobite premalo denarja, pa da vas hoče izničiti, me zanima, kaj vam podala univerza, da bo to pripomogla, da pač je to zelo pozitivno določen pristop, oziroma da pač to teče. Nekaj tu se miri, se pravi tudi. Zakaj ja, zakaj ne? Pa prosim za odgovore, ne za pač kar nekaj, ampak resno za odgovore, zdaj še nismo dobro nekaj odgovore, kar se tiče univerze. In kar se tiče iz finančnega stanja, in kar se tiče vsega, vse, kar se vpraša, hoče konkretno odgovor. Damjan bi še nekaj... Samo eno repliko. Aha, okej, hitro je... Hitro repliko, ne. Namreč samo prebral en sklep vašega zbora, prejšnjega sklica, seveda, iz 31.3.2011, ki v 3. točki vstop univerze v Ljubljani v Zavod Radio Študent sprejme naslednji sklep, se vključujem, moram da najdu to, ne. In ta sklep se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša s soustanoviteljstvom Univerze v Ljubljani Zavoda Radio Študent in zavezuje predsedstvo ŠOU v Ljubljani, da pripravi vse potrebno za izvedbo postopka. Rezultat glasovanja navzočih 30 za 28 proti nič vzdržanih 2. Jaz bi si sam v bistvu repliciral, to je zadeva med ustanovitelji. To je mogoče. So ustanoviteljstvo je zadeva, ker se v bistvu morate ustanovitelja zmeniti in vi se morate zmeniti. Lahko ti vam prosti, to je vaš zapisnik, jaz ga nisem zmislil, je šel. Ok, vložen je bil proceduralni sklep, prosti račnik, debata se strani Marka Čipiča, debata se prekine. RŠ se da možnost, da se opredeli glede alternativ pod točko 1 in 2, na to se preide glasovanje v skladu z odgovorom RŠ. Bi se želel RŠ, prosim, opredeliti glede teh dveh alternativ. Ja, mislim, da smo se širo. Najprej čakaj, pardon, najprej proceduralni sklep, kdo je za? Prosto, hvala Miha. Kaj bi brez tebe? Lahko si. Ok, kdo je proti? Kdo je proti? Nič. Kdo je vzdržan? Nič. Ugotavljam, da je 34 glasovi za. Nič proti, nič vzdržanimi. Nič proti, nič vzdržanimi. Sklep sprejet. Proceduralni sklep je sprejet. RŠ se pozove k opredelitvi glede alternativ 1 in 2. Po točko 1 in 2. Jaz mislim, da smo v bistvu že prej povedali, kakšno naše do teh dveh alternativ. V bistvu nobena v celoti ne ustreza rešitvi, ki si jo želimo, ki jo pričakujemo. Namreč prva alternativa ima catch v drugem členu, ki namreč vrača ta predlog predlagateljem, da ga oni v bistvu pripravijo za sprejem na naslednji redni seji, da se razumemo. To je dikcija, ki je tu noter, kar je pač po našem mnenju absolutno kratek rok in tudi nikakor ni noter kakorkoli predvideno, da se to ta priprava dela na nekem širšem konsenzu skupaj z Zavodom Radio Študent. Zato ja, za nas je v bistvu zaveza, jaz ne vem, kakšen je politični pristopek, to veste vi. Jaz pač tu stališče predstavljam. Sej bomo, Tijan, se ne dokončava opredelitev, prosim. Za nas je sprejemljiva samo v bistvu res ta prva točka tega prve alternative, medtem kot druga, ne vem, kaj ne reči. Da se glasovati za pomoč. Prosim? Razumem se, ne da glasovati za polovički narod. Razumem, jaz pa razumem, se mogoče. Da novo prednost do točko
uvrstite na dnevni red, ne vem, kakšen imate postopek. Lahko, ja. Pač rečeno. Dovolj izvoli. Ta zadeva se v bistvu, mogoče je bila zdaj tako razdaljena, ampak dejansko je smiselno tako narejena. V bistvu, tako kot sem prej povedal, da se da tudi Svetozavod, da mislim, da imamo možnost to odločen, tudi ta časomest. Zato tudi jaz tem predlagam, da če je mogoče ta neka dikcija noter spomnila, se mogoče pa tako pretransformira, da se potem vsem tem zadevam zagotovi, ki so pa itak bile predvidene, pa mogoče niso bile prosto v redu za mesec. Ja. Se strinjam. Torej, če sem prav razumel, se je RŠ opredelil bolj za prvo kot... Mi smo za preklic in potem, da se v resnici nobena od teh dveh točk ne moramo pokreti celoti alternativno za posljedno, ki predložimo sklep. To bi bilo seveda smisel. Lahko pa prosimo za 5 minut pauze, pa lahko Glejte, lahko prosimo za 5 minut pauze, jaz obljubimo, da bomo stali na svojem mestu, tako da ko bo z 23 po 5 minutah začnemo. V redu. Lahko damo na glasovanje. Domjan, prosim, povej. A ste lahko? Domjan, kar na vas. Ja, no, dej, a lahko Domjan pridi do besede. To situacijo, ne da jo bolj zakompliciram. Ker prele, kot sem videl, smo mi razlagali, kot sem razumel, je blaže pobuda oziroma se je izvajal, da se to vključi v univerzo. Zdaj sem pa slišal, da zraven študent ni ta želja. Čeprav ste prej rekli, da ste za univerzo Pač ne štekate, pizdano. Ok, daj prosim uporabo takega jezika, če se umakne. Ker se lahko prosto s kuljem popravi tiste 3-4 besede, da se to zdaj naredi, pa je to tako, da se bojo predstavniki radija že zdaj strinjali, da bo dikcija jasna, da bo to dvomi, pa je to to. Sploh ne rabimo pauze, sem zdaj se nekaj... V redu, torej točka 1 pod alternativo 1. Točka 1 vam ustreza. Sam en predlog je proceduralno. Točka 2 pa lahko črtate, pa spremete sklep, kadarkoli hočete. Se ga vedno lahko spremete. To je vaša pravica. Vaša pravica, ki ni nekaj, zdaj tole je lista, nekomu dve bomo pač se razpisali, so ga napisali, Če se RŠ prvega dela, in se potem to da glasovanje, kadarkoli čekaj. Odlično, ja, hvala. Domen, tam od zadnjih bolj slabo vidim. Jaz sem sam zagovornik točke, pa jaz še enkrat predlagam, mogoče pa 2 minute pauze vzamemo. Ja. Jaz predlagam 2-minutni odmor. Ali kdo nasprotuje, torej predlagam naslednji proceduralni sklep. Skliče se 2-minutni odmor. naslednji proceduralni sklep skliče se 2-minutni odmor. Ja, sklepšni smo, nadaljujemo sejo. Prosim, če se umirite, da... Če lahko sam pač nekaj povem. Zdaj se tukaj razbijamo zaradi tega, da ne moramo tega rešiti. Ne vem, soglasno, ko jaz mislim, se lahko nek konsens najde, pa zdaj eno radikal zagovarjajo, eni drugo, pa ne vem, a si vzajmemo še magari pol ure časa ali pa še 1 uro časa. Lahko jaz nekaj predlagam, prosim. Lahko to predstavimo za 1 teden, pa se vi pogovorite, ko mene ne bo zraven, pa se dogovorite nekaj, pa prijete pa z enemu soglasje se na to. Prosim vas, no? A lahko? A je toliko težko 1 teden si vzeti, pa magari če sedite 1 teden skupaj, 7 dni skupaj sedite, pa prijete do enega soglasja, prijete na zbor z enim soglasjem, ok, mi smo zdaj zedinjeni,
Gremo glasovati. Hvala za mnenje. Hvala za mnenje. Da predstavljaš študente. Kordiš, hvala. Hvala. Smo slišali, da Se nismo zmenili, mislim. Jaz se smo se vse zmenili, pa zdaj. Zgoraj na sestanku se je spremenil drugo točko prve alternative v naslednjo formulacijo. Študentski zbor še v Ljubljani se seznani s predlogom sprejeti dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda študent in ga vrača predlagateljem, da ga skladno z opravljeno razpravo v sodelovanju s svetom zavoda pripravi za obravnavo na eni od naslednjih rednih sej študentskega zbora še v Ljubljani. Ja. Minus več 23, si zihar? Niha prosoditi ga mora kartončke, ne? Dvigajte še enkrat kartončke. Kjer se imate te posebne? Jaz mislim, da se dosti. Jaz mislim, da se dosti. Dosti smo. V redu, nadaljujemo. Lahko sam nekaj. Ja. Če se bo zdaj ta akt, ali pa vse cel postopek na tem delu, pa da ne moramo najti enega konsenza, se bo pa vsi postopki naprej, pa nazaj, pa vse počujem. Ne moramo nekega konsenza najti v tem zboru, kaj je v redu, danes smo imeli razpravo. Čakajte malo. Medklice smo ukinili, da je kos prosim, alo, prednici smo še tistega enega fakna šala. Lahko najdemo nek konsens, kaj se tega tiče, ker to bo blokiralo cel zavod. Kaj se bo tak naprej, kaj se bo ono spremalo, to bo koga blokiralo, to nikamo ne pere. Lahko direktno rekel. Bil je proceduralni sklep sprejet, kakor sem jaz razumel, se je RŠ opredelil do tega, kar sem zdaj prebral. Torej zdaj, kakor razumem, pač po proceduralnem sklepu prihajamo na glasovanje. Glasujemo, a lahko pol dobim čitljivi obliki. Torej, glasujemo najprej o sklepu številka 1 pod prvo točko. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani preklicuje sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent 26. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani z dne 23.1.2014. Kdo je za predlagani sklep? To je zdaj samo prva točka, potem se pa posebej glasuje o drugi točki. Kdo je proti? Eno. In kdo je zdržan? Eno. Stavljam, da je sklep sprejet, oziroma da so potrditve sprememb in dopolnitev akta strani ŠOU v Ljubljani, akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent 26. redne seje Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani z dne 23.1.2014 preklicane. Prehajamo na glasovanje pod točko 2. Je to zdaj usklajeno, kar smo prebrali prej? No, pa da vidimo, kako se glasuje o tem. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani se seznanja s predlogom sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent in ga vrača predlagateljem, da ga skladno z opravljeno razpravo v sodelovanju s svetom zavoda Radio Študent na eni od naslednjih rednih sej. Predlog je bil sam, da se zdaj to bolj časovno omili, pa se tam bilo zraven 5. Sej kaj, do konca februarja damo časovni rok, a bo v redu? Da se pač to prepravi do konca februarja, imamo čas, da se z zavodom uskladimo. Torej en mesec. Po najboljših močeh, da bo hitro in ponovati je vedno bilo hitro. Do konca februarja 2014 mora biti usklajeno.
Čakaj, pa dajmo pol sklep takole dati. Študentski zbor šol v Ljubljani se seznanja s predlogom sprememb in dopolnitev akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent in ga vrača predlagateljem, da ga skladno z opravljeno razpravo v sodelovanju s svetom zavoda Radio Študent do konca februarja pripravi za obravnavo na eni od naslednjih rednih sej Študentski zbor šol v Ljubljani. Ja? Aleluja, kdo je za? Gor. Kdo je za? Iskra je pravkar pokazala, da so največja fucking nevarnost študentskem organiziranju družbi. V redu, koliko je za? Prosim, kdo je za? Gor. Lepo prosim še enkrat. Kdo je za? Gor. In to je to. Kdo je proti? In kdo je vzdržan? 1, 2, 3. Ok, 3. Torej, ker je bilo potrebno navadne večine, je sklep 17 glasovi za, 6 proti in 2 vzdržanima sprejet. Aleluja. Zaključili smo to točko in prehajamo na točko razno. Lahko je sam še. Ja, prosim. Jaz se vam vsem rad zahvalim, in dejansko vas vse vabim, pa ne samo na to sejo, ki bo v četrtek, vso zainteresirano koncev, vse zainteresirane poslanke, da pridejo na sejo sveta in tvorno sodelujejo, kjerkoli razpravi. Ok, hvala.